Objekti, grajeni z lesom, so energetsko nedvomno bolj učinkoviti kot drugi. Les kot naravni material je meni blizu že sam po sebi, ima pa seveda tudi prednosti pri gradnji. To so hitra gradnja, natančna gradnja, seveda pa hiša zgrajena z lesom nudi tudi bistveno boljše bivalno udobje in ugodje, neko toplino, ki jo morda v nekih hišah zgrajenih z drugih materialov težko dobimo. Naš biro je v bistvu specializiran za gradnjo v lesu. V tako imenovani klasiki gradimo zelo malo, tako da neke resne primerjave jaz o tem nimam, ampak vsi feedbacki, ki sem jih od naročnikov dobil doslej, so bili izključno pozitivni. Všeč jim je sam občutek bivanja, všeč jim je občutek topline, ki jo tudi daje lesen ambient. Zdaj, lesena hiša ni nujno, da dejansko je vsa v lesu, ampak ta občutek topline, ki ga daje les, je pa nekaj, kar težko narediš na isti način, pa tudi če zidano steno oblečeš v les. Na področju varovanja okolja jaz nisem, oziroma se nimam za nekega eksperta, kljub temu pa se mi zdi, da les oziroma gradnja z lesom k temu nedvomno prispeva. In to iz več razlogov. Prvi je, da les, nenazadnje kot gradbeni material, se proizvaja sam raste. Predelava iz njegove surovinske oblike v konstrukcijsko obliko je enostavna in energijsko sorazmerno nepotratna. Gradnja je hitra, kar nenazadnje tudi manj obremenjuje okolje, kot če se nekaj vleče dolgo časa. Objekti, grajeni z lesom, so energetsko nedvomno bolj učinkoviti kot drugi, pa tudi bivanje je v takih objektih prijetnejše. Treba je stvari sprojektirati naprej, zato ker potem, ko se začnejo stvari dogajati, takrat gre stvar hitro in improvizacije so nekaj, česar si na gradbišču ne želi ne naročnik, ne izvajalci, še najmanj pa arhitekt. Les kot material je meni že tako ali tako blizu, v samo gradnjo pa vnaša veliko pozitivnih učinkov. Od tega, da se veliko misli vnaprej, potem pa je gradnja hitra, improvizacija manj, bivalno okolje, ki ga ustvarjamo z njim, je prijetnejše, domače, v njem se dobro počutimo. Dejansko les ohranja nek vonj tudi kasneje, tako da že ob prihodu v hišo začutiš, da nisi prišel v navadno hišo, ampak v nek drugačen ambient.